Jaz pravzaprav zelo dolgo si nisem priznala, da tako slabo vidim. Tudi ostalim pač v okolici nisem htela pokazati tega. Rosana Lorbek ima ohranjeno le 20% vida, a kljub temu ustvarja izjemna umetniška dela. Tako rekoč domačini ali pa mnogi okoli, ki jo poznajo kot sodelavko iz knjižnice v Lenartu, niti ne vedo, s kakimi življenjskimi izzivi se sooča. Njena dela vključuje ilustracijo, akril, akvarel, fotografijo in celo film. Kaj več, kako se s tem sooča, kako premaguje vsakodnevne izzive in kako ji je na nek način tudi ta bolezen omogočila drugačen pogled na svet, nam bo povedala v današnjem podcastu Neokvirjeno. Rosana, lep pozdrav, dobrodošla v Neokvirjeno. Zdravo, Nina. Ja, da si tako lepo povedala, da bi jaz kar pustila tebi, da ti nadaljuješ. Ne, ti imaš ful dobre zgodbe. Zdaj smo se že malo zaklepetale. Enih polno takih zanimivih informacij si podala, ampak preden bi začele podcast, me zanima, ker mnogi, ljudje res te imamo, bom rekla zdaj za normalno, na zunaj izgledaš popolnoma normalno, ne, ni videti nobene okvare. Kako dejansko ti vidiš, naprimer, zdaj letale naš studio? Jaz nimam reference na to, kako nekdo vidi, ko dobro vidi, ne, tako da zdaj, če opišem, seveda, ker imamo osvetlitev, mene zelo znajo motiti luči. Svetloba je pri meni dostikrat problem in to še je kar okej, zdaj trenutno. Ti si lepo osvetljena, da lepo vidim, da se smejiš, vidim zobe, da so bele, oči. Ne bi pa mogla določiti, kako barvo oči imaš. Vidim pa, da je nekaj, da niso čist face svetle, ampak težko. Ker to je meni res fascinantno, ko pogledamo tvoje dela, ne? Ja. Ti pa imaš detajle, veš, to so tudi barve in tudi fotografije, ti ujameš res tiste svetlobe, barvo zelo lepo ujameš. Kako je to možno? Ker dejansko ravno to, ne? Tebi skozi dela, ki jih predstavljaš, ni videti nobene okvare vida, ne? Ja, super, to je ravno finta, to je ta iluzija, ki jo hočem ustvariti, ne? Pač hočem. Zelo lepo je, da mi nekaj takega uspe, ne? Zdaj, kako pa do tega pridem, je pa druga stvar, ne? Če si omenila fotografijo, jaz lahko imam 50 fotk na fotoaparatu, ne? In od tega bo mogoče 10 dobrih, ne? Ker, ne vem, fotkam z digitalnim fotoaparatom, da se nastaviti, da je avtomatski, da sam določi, kaj ostri, ne uporabljam pa objektiva sama, da bi lahko nastavila, ker ne vidim točno ostrine, kje je za ostrano, kar bi mogoče nekomu, ki bi dobro videl, to dela, ne? Zdaj ne vem pač, kako dela. Ampak vseeno, tudi ko vidimo, naprimer, ko si imela razstave, tudi več razstav si že pripravila, tega ni zaznati, ne, da bi zdaj opazili to, bi rekla, pomanjkljivost, ne, na fotografiji. Ja, jaz sem bila pred leti in ravno z tega je prišla potem ta fotografska razstava, ker sem šla na eno delavnico fotografije, ki jo vodil Domen Pal. On tudi dela z enim našim fotografom, ki je slep, delata zelo zanimive fotografije, to sem mogoče splačal pogledati. In on, ko je videl moje fotke, je začel, ti pa daj, ne, in to mi je dalo motivacijo, ker jaz nikoli nisem videla v tem, da bi nekaj postavila na ogled, ne, vse fotografije. Zdaj mogoče za tiste, ki ne vedo, v bistvu tako, ko si že malce prejle omenila, ko smo se pogovarjali še off the record, kaj dejansko je težava pri tvojem vidu, da mogoče tole prvo razjasnimo? Pri meni je problem slabovidnost. Jaz ne vidim od blizu, jaz ne vidim od daleč. Ampak to že od rojstva ali? Ja. Moja diagnoza je kolobom irisa. To pomeni, da se moje oko ni pravilno razvilo. Ko se razvija, meni je bilo to tako razloženo, ne, zdaj jaz to ponavljam, če je prav, ne vem. Ampak v glavnem, ko se razvija, se zapira in se delčki očesa niso razvili.
In ti receptori, ki so, ne, manjkajo. Dobesedno pač jih ni in to jaz zdaj pač opažam mogoče na tak način, jaz sicer ne vidim tega, ne opazim, ampak meni deli vidnega folija mi manjkajo, naprimer od skoraj do se mi pač ne vidim točno, pa potem mogoče vmeski in se take smešne stvari dogajajo, ko naprimer sem skoncentriran na nekaj druga, pa prije za to te strani kakva druga stvar, ne, pa lahko rukneš njo, pa tak naprej. Drugače pa ja, ostrina vida je problem. Zdaj po novem smo ugotovili tudi, da malo škilim. Pa se to potem slabša skozi leta, ali kako je to? Ja, mislim, to se je zdaj tako počasi, imam potrkat, ne, da to se je tako počasi slabšalo, da jaz niti nisem opazila take razlike, ne. Zdaj, ko razmišljam nazaj, koliko sem videla, ko sem bila, ne vem, v prvem razredu, ko smo imeli berilo, ne, kakšno velikost črk sem lahko brala, brez problema, ne, pa potem v srednji šoli, kaj sem še lahko, pa zdaj naj bi mogla več brez težav brati. Pa si imela kaj prilagojeno kot otrok ali? Ne, to še takrat ni bilo tak, no. Prišli so sicer z Mariborskega društva, takratni predsednik je prišel na, ne vem, že v malo šolo se predstavili, pa to. Za osnovno šolo nisem čist ziher, ampak jaz sem furala, ne, jaz sem pač vozila to nekako, ne, po ovinkih, znašla sem se, jaz pravzaprav zelo dolgo si nisem priznala, da tako slabo vidim, tudi ostalim pač v okolici nisem htela pokazati tega. In tako je šla osnovna šola skozi, ne, da nekako je šlo, zdaj, če pač tako kako anekdoto povem, ne, kako je to izgledalo, nižja stopnja pač na tablo, mogoče se ni videlo, pa sem malo poškilila k sošolki v zvezek, pa v vredi, ne, to je šlo, to ni bilo nekih problemov. Ko pa če te učiteljica kaj vprašala, ali pa kaj se je zgodilo? Sicer so vedeli, da slabše vidim, da se z nas zgodi, da pač ne bi kaj videla, pa sedela sem v prvi vrsti, vedeli so, zdaj nižja stopnja, ne. Pri višji se pa je začelo dogajati, da, ne vem, matematika je bila pri meni vedno pač problem, zato ker mogoče ne toliko, zato da je ne bi razumela, pa mogla slediti, ampak zaradi tega, ker jaz pouku sem težko sledila. Jaz sem imela, naprimer, ne, napisan račun. Zgornja vrstica, prva vrstica je bila napisana, kar je pač učiteljica, ko je pisala, je razlagala, potem druga vrstica je bila tretja, zmes je zmanjkalo, zato ker pač ni razlagala, kaj piše, pa rezultat. Jaz sem imela dosti računov tak napisanih, ne. Potem sem z sošolko da sem si lahko prepisala, pa sem se potem sama probavala naučiti, ne, to, kaj mi je zmanjkalo, isto v srednji šoli. Jaz sem včasih, ker sem imela prijatelja, ki mu je dobro šla matematika, jaz sem pa njim pri angleščini pomagala. Tako kompenzacijo, prijetno. Vidim, da iznajdljivost je dana v... Ja, včasih se moraš znajti, ne. Tako. In jaz smo včasih delala, ko mi je on razlagal, kako snov se meni zdelo, kot da sem jo prvič poslušala, pravzaprav. To je bilo srednje, ne. Ker nisem mogla slediti pouke. Vsaj pri matematiki, no, pri ostalih predmetih je šlo. Pa tudi potem imaš težave, ne vem, barvno tudi lahko normalno vso lestvico ločiš ali? Ja, jaz imam celo, mislim, to so tisti testi spletni, ne, ki pravijo, pač toliko barv moš videti, jaz njih še več niste ni videla tako da s tem nimam problema, ne. Zdaj, koliko smo se prej pogovarjali, v naši upravni enoti je v bistvu v vaše društvo vključenih, v bistvu člani, 20 ljudi. V bistvu tle je populacija, rečemo, okoli 30,000, 20 vas je takih slabim vidom. Verjetno še jih je več, ne, to je samo članjenih v društvo, ne, mariborsko. Ampak vseeno številke verjetno, mislim, gre za res manjšino, ne. Ampak s tako boleznijo, kot jo imaš ti, če se pravi reče to bolezen, je to diagnoza? Ja, to je kvara vida. Je v bistvu si rekla zelo majhen odstotek, da zboli za tem. Naj bi se to zgodilo na vsakega 10,000 človeka. No. Dosti krat je samo na enem očesu, jaz pa imam na obeh, ne. Tako da
Pol, ko si Zanimivo. rekla, ko si hodila na preglede, da... Da so, se je kar zgodilo, da so me, to pa je kolobom, pa so proklicali, ker sem takrat pač dam možnost, ko boš podpisati tisto izjavo, da dovoliš, da so prisotni študenti in tako naprej. Sem imela kar zanimive izkušnje. So me pregledali. Ker je pač vseeno res to taki unikum, da imaš potem na obeh očesih pač to okvaro. No? Ja. Ampak ti skozi življenje pač vidim, da si se nekako prilagajala, nekako furala lepo skozi, zelo vztrajno, ker dejansko pa, da si, kako bi rekla, na nek način si želela biti tudi enakovredno obravnavana. Nikoli nisi kazala, da pa zaradi tega, ker slabše vidim, imam kakšne bolj ohlapne pogoje dela ali karkoli. No. Se mi zdi, da si zelo visoke standarde si zastavila, ki si jih tudi dosegla. To je verjetno moja osebnost, ki mi ne pusti, da ne bi naredila najboljše, kaj pač lahko. Ne. Se včasih pač ne rata, ker je vpliv od drugod, ko si zmučen, ko pač ne gre. Ne. Ampak vedno pa imam zastavljeno to že od nekdaj, da pač probam narediti najboljše. Nič polovičarsko, no, in včasih me to tepe, ne. Ker to zahteva trud, čas. Čas, bistveno pa energijo. več kot za nas. Tudi. Energije porabim dosti, za Pa je drugače stvari. ta bolezen dedna ali kako je bilo to, kako so to v družini? Ne, naj ne bi bilo dedno. Sicer takrat, ko sem jaz zadnjič to probala poiskati, da se stvari spreminjajo, stalno bolj se odkriva, ker nas je pač vseeno toliko malo, raziskave niso tako podprte. Zdaj lahko je celo dedno, ampak pri meni naj ne bi bilo, nimamo nikoga takega nazaj, pač, ko se spomnijo, da bi karkoli bilo narobe z očmi. Je pa res, da sem enkrat od enega zdravnika dobila informacijo, da je čisto možno, da je to nastalo v 2. mesecu nosečnosti pri mami, da naj bi imela neko vnetje. Oziroma neka okužba, pravzaprav okužba, tako je rekel, da bi naj bilo. In je potem to vplivalo na oči, lahko bi vplivalo na sluh, tudi na možgane, oziroma ali pa na razvoj govornega aparata. Zdaj, ne vem, mislim, da zajčja usnica mehko ne bo, mislim pač, da bi naj bilo nekaj v tem smislu bi naj to vplivalo. Meni je pač prišlo na oči, prišlo do oči. Zanimivo mi je bil izbor tvoje poklicne poti. Ne? Kako glih v to šolo potem, ne? Dejansko je delo z očmi, mislim. To je, oči trpijo, ne? Ko ti bom povedala, kaj sem prvo htela iti, da čujem. Jaz sem bila prvo leto faksa na kemijski tehnologiji, ne vem zakaj, ampak okej. Glej. Da čujemo, kje si ti. Jaz sem srednjo šolo zbirala, ne, pač to je bilo tako zelo, kako bi rekla, po navdihu, po željah, nič me nič ni vstavilo do takrat, ne. Jaz bi rada bila modna oblikovalka. Pa vleklo me tudi notranje oblikovanje, interjeri. Ampak še vedno imaš ful vizualnega dela. To je zanimivo. Se vsakič, ko naprimer, zdaj se dosti v Ljubljano vozim na ene preglede, pa mene delavnice pa to in hodim s prevozom, po prevozu RG, da malo reklame naredimo. To se res včasih vozda. To je rešitev za nas, take, ki ne moremo voziti, ne. In se dosti krat pogovarjamo, pa to, ne, pa pravijo, pa sprašujejo, kaj delam, pa to, ne, pa dosti krat tudi, da sem se tako navadila, da nimam nekih nesporazumov, da če se iščemo, da me nimajo za, ne vem, kaj si ti tam, ne, pa sediš, pa gledaš, pa tudi ti maham, ne, pa me ne vidiš, ker se mi že zgodilo, da so me ukarali, pa tako naprej. Pa pač povem, jaz slabo vidim, oblečena sem ponavadi v črno, ne vem, all-starke imam obite, oranžno torbo imam, to je bilo za ta zadnjo. Če se slučajno ne vidim, pač ne. Mislim, če vas ne opazim, ne. In potem sprašujejo, kaj delam, in ponavadi je taka reakcija, a res, kako pa te to gre, ne? Kako to gre? Kako to gre. Lepo.
če imaš neko hivo, če pač hočeš nekaj delati, če se da stvar prilagoditi, če imaš prave pripomočke, se da vse. Ja. Pa verjetno še prave ljudi, ki ti dajo ta support. Ja, tudi. To je to, ne? To pa še je zelo dodatno pomembno. Ja, ampak, čakaj, zdaj smo malo preskočile. Kje smo bile zdaj? Srednja šola? Srednja šola, ja, tako. Potem si se odločila za medijski tehnik? Ne, jaz sem aranžer. Aranžersko? Ja, aranžerski tehnik. Aranžersko končala? Ja. Pol pa so rekli zaposlitev? Ja, potem sem probala delovno terapijo, kar nisem za to, ne, že tako, tudi če ne bi imela te oviranosti, verjetno, ne vem, sicer kako osebnost bi takrat imela, ne, če ne bi imela teh problemov, kaj jih imam. Potem sem kar hitro ugotovila, da pač to meni ne gre, oziroma nisem primerna. In potem sem začela iskati zaposlitev, ne, in se je začela saga kar nekaj letna. Na borzo, ne, potem iz borze sem šla, ker jaz nisem imela pravzaprav nobenega dokumenta, da slabo vidiš, ne, to je od rojstva. Sem bila sprejeta na Sočo, sem bila na obravnavo tam in smo preko Soče sem jaz prišla na usposabljanje na delovnem mestu v knjižnico. In tako se je začela moja kariera. Mislim, to me je bilo zanimivo, kako je do te knjižnice prišlo. Jaz sem že... Oni nastavili sodelovanje, ali si ti hodila v knjižnico? Pravzaprav oni, moja delovna terapeutka, zdaj ne vem, če pravi izraz to, gospa, ki me je obravnavala. Ja. Ona je podala neki predlog. Ja, je iskala, kaj bi bilo za mene primerno. Jaz sem seveda, to imaš obravnave, se z njimi pogovarjaš, vse teste daš skozi, ki jih imajo in tako naprej. In kaj jaz delam. Pravzaprav sem po tem, ko sem prišla na borzo, sem jaz, kaj boš zdaj doma delala. Ne? Jaz sem bila kar 4 leta sem bila doma. Kaj boš delala doma? Ne? In ideja je padla na tak način je prišlo do tega, da sem začela doma grafiko oblikovati, ker mi imamo doma, takrat je ati imel avtoservis, mislim, delavnico imamo, ampak je ati imel avtoservis in je trebalo narediti panoje in je trebalo narediti nalepke na... Tako, ta promocijski material in te stvari. Take stvari. In je začel, daj mi to naredi, daj ono naredi. Jaz ti kupim ploter, mislim, rezalnik pravzaprav, folije. Boš šla rezalnik kupiti. Boš naredila nalepke za vse pač, kar rabimo, ne? Ja. In tako sem začela oblikovati grafike. In iz tega je prišlo potem tako daleč, da sem na Soči pač povedala, kaj delam, s čim se ukvarjam. Da so videli tisti hobi, kaj ti leži, kjer smer. Na tak način, ja. In so prišli do tega, da bi pa v knjižnici mogoče pa grafiko rabili. Do takrat ga ni bilo, ne. So pač punce vse same oblikovale, pač v Wordu in tako dalje, kako pač je šlo. Tako. Pa kaj potem, oni so mogli dejansko tebi kaj prilagoditi opremo, ali kako to izgleda, kaj je bilo potrebno? Tu za nas lajke, mislimo dobro računalnik, malo povečaš fonte, pa je, ali kako to izgleda? Jaz imam prilagojeno delovno mesto. Pač oni ocenijo, kaj bi jaz naj potrebovala, kaj je na voljo, do takrat, kaj je bilo na voljo, da lahko dobim, in to je večji ekran. Že v osnovi pač bi naj bil, ampak za nekoga, ki slabše vidi, bi naj bil večji, ampak meni so dali tistega najmanjšega, zato ker non-stop pač z glavo lovim in gledam, ker pač je vseeno tudi bližje mi, mora biti postavljen, mislim, po pravilih mi ne bi smel biti, ampak meni je lažje, če na tak način delam. Potem glavni pripomoček, ki ga uporabljam, je ZoomText. To je programska oprema, ki poveča ekran, sliko na ekranu. Tako da to zgleda, da pač jaz ne zgledam, imamo odprt program za oblikovanje, ne gledam konstantno cele sheme, ki je pač, ampak približam
najdem tam v meniju, to robim, kliknem, se oddaljim in to so pač. To v bistvu podaljša čas dela. Ja, podaljšalo bi, mislim, še dlje bi delala, če tega ne bi imela. Res je, da podaljšajo. Ja, lovila bi se, verjetno iščeš dlje, ne? Ja, gledaš in mučiš se in na konci tudi zmučena bi bila bolj, ko sem, ne, če pač imam te pripomočke, ne. Zdaj včasih pač, ko moram kaj delati, ne, z golovko, jaz pravim, ne, sem bolj zmatrana, kot pa zdaj, ko delam, pravijo, da je delo z računalnikom tudi zna biti naporno, ne, za oči in tak naprej. Jaz niti ne čutim tega, no. Ker pač, ne vem, mi pripomočki toliko, pač ta pripomoček ravno mi toliko pomaga. Imaš potem ta pripomoček tudi doma, pa potem v službi, mislim, isto uporabljaš to? Doma ga pravzaprav do zdaj še nisem imela, razmišljam pa, da ga bom tudi, uporabljala. Ko pač doma ne delam toliko, ne. Ampak vseeno, mislim, to res je, meni je zelo zanimivo pri vseh, ko imajo neke take ovire, koliko več potrpljenja pa vztrajnosti imate vi, ko pa mi... Ja, moramo imeti. Pa se, ne, včasih delamo neke, ne, iščemo, smo bogi, pa si mislim, veš, koliko je enim bolj otežena stvar, ne. Ja, samo... Pa so hvaležni, ne. Pa ne razmišljaš o tem, pride, mogoče, da je kak slab dan, pa razmišljaš pa, ne, zakaj mi zdaj to ne gre, ker pač ne, bile mi lahko. Ja. Enkrat mi je ena prijateljica je rekla, veš kaj, sem imela taki slab dan, pa dlje, pa mi ne gre, pa tudi ona je slikala, pa to ne, pač ne vem, kaj me takrat, tisti dan nekaj me je motilo, ne, pa rekla, pa veš, kako bi to bilo, če bi ti vrej videlo. Mislim, so dobro, vse me je potolažila, ne. Ja, no, okej. No, zdaj pa pač pripomočki, se to še ni edina stvar, ki jo imam drugače, ne. Imam še pa eno večjo lupo, to je, tako če bi en dodaten računalniški ekran z mizico, ki se premika levo, desno, čist, ne, na katero lahko daš knjigo in se ti potem zgoraj je kamera, se ti na ekranu pokaže slika teksta, ne, lahko si tudi spreminjaš kontrast, pa barve, kaj ti najbolj ustreza, lahko je normalna slika, običajna, lahko imaš belo podlago, črni tisk, pa obratno, pa modro, pa rumeni tisk, ne. To mi dostikrat prav pride, ko vpisujem vpisnice, ker jaz imam pač moje zadolžitev, tudi je obveščanje uporabnikov naših prireditvah in pač takih stvarih. Teda za to skrbim. Pa elektronska lupa, prenosna elektronska lupa, eno malo imam, tista je bila prvič, ko sem začela v knjižnici, je bila taka čist malička, zdaj pa smo spet, ker je že 10 let, kaj sem tu, smo posodabljali računalniško opremo, pa pač vse ne pripomočke in sem dobila eno večjo na stojalici, tako fajn, ker ima oni to, ne, povečaš tak, povečaš, oddališ tak. Cool. Ja. Ampak je tu zagotovo izziv se pač spet na novo zadevo privaditi, ne. Kako ne vem, zdaj novi telefon, je izziv za tebe, ne? Je bil kar, ja. Jaz sem se odločala za novi telefon skoraj do zadnjega, mislim, da oni še dela, ampak 7 let je kar doba, ne. Da se odločiš za novo tako igračko. Računalnik menjati je tudi. Je bil zdaj kar izziv, vseeno pač novi Windows je, ne. Drugače zgleda, vse, ko se privadim, je super, ne, ampak tisti prestopi, jaz sem sprememb nimam rada, ne. Ja, Ki so dobre. Ampak na začetku je treba malo zagrist, ne, pol pa gre, ne, pol pa dejansko vidiš, da ti je v bistvu bolj olajšano, no, delo. Ja, se. Ker, mislim, se bi rekla tudi pri nas, pri vsaki stvari, ne, tisto, kar nam je mogoče izven cone obdobja ali pa kaj moramo nekaj na novo spoznavati, je malo tak, ko pa se navadiš, je pa... Ja, je pa fajn. Komod pa je fajn, Tako da v bistvu pri telefonu, kaj je pri tebi najbolj tisto pomembno, ki pogledaš pa rečeš,
Jaz sem zdaj prvo, kar sem gledala, že pri prejšnjem telefonu je bilo tako, da ekran, kako stvar zgleda, mislim, kakšne so barve, pravzaprav kontrast je pomemben. Se zdaj jaz mogoče ugotavljam, da se imamo vsi neki svoj stil, naprimer tudi pri slikah, pa to, kak jih obdelamo na koncu. Ne. Jaz imam kar močne barve, to je babica meni rekla, ne, še zdaj pravi, ti si tako močno rada pobarvala vse. Ne. In to je še meni zdaj pri telefoni, še stalno mi je pomembno, ne, da tisti kontrast da je zadosti močen, ker če ni, že slabše vidim. Ne. Tudi za računalnik sem si zdaj še dodatno ker imajo pač nastavitve, da sem si jih lahko nastavila, ne, da ni tisto, vse se mi je zdelo, ker pač, ko gledaš ekran, ta novi, pa oni stari, ne, to novo je bilo vse tako sivkasto, je meni delovalo, no. Ja. Teda to je prva stvar, ki je meni pomembna, no, pri telefoni. Mislim, pač to, da ga lahko uporabljam. Potem pa kamera mi je bila pomembna, ne, zato sem pa vzela tega, ki ga imam zdaj. Pač za službo jo rabim, ne. Kaj pa, naprimer, tako si prej rekla, da imaš tudi potem fotoaparat, ne, fotografiraš. Naprimer, tam tudi vse lepo zaznaš. Mislim, tam imaš tudi na tistem ekrančku dostakrat, jaz ponovadi kokalo uporabljam, ker pač, ne vem, sem se tako navadila. Ja, se uporabljam tudi zadnji ekran, ker pač tiste je bolj za snemanje, mi bolj prav prije. Ne vem, jaz imam Canona in ne vem, sem se navadila. Sej res na konci pač moram slike pogledati na računalniki, da vidim, če je res to zostrano, kaj sem htela, pa včasih si mislim, zakaj ravno to ta ni ratala, ker je tako dobra, ne. Pa ne vem, mravljico sem slikala zdaj prejšnjič ravno, ne. Na rožice, na bobike, ne. Pa je zostrila oni listek tam zadnji na mesto mravljico, ne. Pa tako je dobra, ne, ko je pač mravljica šla po tistem loki gor. Ja, pa ni ratalo, ne. Pač lovim, ker prikaz, kje zostri, je pač, ne vem, kaj točno zbira točke, kje zostri, ampak pač toliko časa mogoče ali klikam, ali pa sprožam, ne slikam, ampak sprožam, da mi zostri tisto, kaj bi jaz pač rada, ne. To je kar dosti, mislim, ta arhiv mora biti zelo bogat, no. Dosti se zbriše, ne. Ja. Ok, zdaj imamo fotografijo, smo obdelali malo, dobro, to grafično oblikovanje, pač v knjižnici Lenart za vse dogodke, vse kar te vizuale, ki jih vidimo in na spletu in v tiskani obliki, tvoje delo. Ena zanimiva stvar pa je bila, da si se pa nekako vrgla potem tudi v snemanje dokumentarnega filma, za katerega je dejansko tudi knjižnica Lenart, v bistvu ti, prejela posebno priznanje. Ja, to je bilo stvar naključja, pravzaprav. Mislim, situacija prinesla priložnost in jaz sem jo zgrabila, ker film kot taki, kak nastaja in snemanje in to mene že od nekdaj me je vleklo in veselilo, ampak ne vem, ni bilo, kaj jaz vem, motivacije, časa, nisem mi pač dalo. Včasih stvari pridejo v pravem času, v pravem trenutku, ne? Ja. Pred nas mislim, da je takrat si rekla, da je bila korona, ki je bil kick in the ass. Ja, začelo se je tak, ja. Jaz sem imela kamero že od malega, ne, ono na kasetu še, ne, to niso bili obdelani posnetki, ampak potlej pa se je začelo med korono, ko smo ostali doma in smo se sodelavko, našo pravljičarko Aleksandro, vprašala, kaj bi pa zdaj, ne, zdaj pa ni pravljičnih uric po sredah, kaj bi trebalo nekaj narediti, ne. In sem prišla do tega, da smo začeli pravljice snemati, ne. In to je trebalo video pripraviti, ne. Pa so že punce ziga rekla, Rosana, ti boš. Ja, no, se niso niti vprašala, ne. Mislim, to je bilo pač tako bom jaz naredila, ne. Super. Ja, in tako se je začelo, ne. Začelo se je samo z naslovnico in ne vem, na videu je bila naslovnica, pa potem zaključna špica, ki je bila naslovnica malo popravljena z ne vem, znajnimi imeni, kdo je sodeloval, ne, koga je bila pravljica in našim logotipom, to je čisti začetek.
potem pa je šlo to Korak tako za korak, počasi, ja. No, in- Ampak potem si prišla do te zlodjeve puše. Ja, Zlodjeva puša. To pa ni bilo kar tako. Ne, to pa je pač prišlo tako, da sem iz JSKD-ja dobila vabilo, da potekajo delavnice dokumentarnega filma. In jaz sem se prijavila in potekalo je prek Zooma. To še, Top. mislim, še bolj fajn, ne? Ja, Ko si ja, od ja. doma lahko delaš. Ja, in smo se enkrat na teden smo se na Zoomu dobili, smo imeli uvodna ura je bila, ne vem, predstavitev, kaj dokumentarni film je in ne vem, potem, kako se snemalna knjiga napiše, pač to smo bolj tako napisali, ne. In do naslednje smo mogli priti z idejo, kaj bi posneli. In meni je prišla na misel naša Zlodjeva puša, ker to me je fasciniralo že od malega, ne, te zgodbe. In sem tako mislila, jo, to bi bila taka lepa prilika, da ohranimo to, ker to se je začelo zgubljati, ne. Te zgodbe so se začele zgubljati, tudi jaz se jih ne spomnim. In sem še izkoristila pač priliko, da te babico posnamem, ne, ker to je ona meni pripovedovala, ko sem bila mala, ne. Ja, ja. Ja, to je bil taki podvig. Ja, pa je babica bila takoj za, ni bil. Ja, ni imela neke izbire, ne. Se ona je bila stalno tak. Mislim, ona še je stalno tak za take... Aha, Ja, aha. ja. Fajn je bilo, no. Mislim, to takim lepi spomin je na to obdobje, no. Pač. Kaj pa je bilo, na primer, najbolj zahtevno, ko si se lotevala, na primer, tega snemanja, tega filma? Pravzaprav nič. Meni je to bilo tako, ja, posnela ga bom. Z babico moja naredila ene vrste intervju, ona nikoli ni imela problema s tem, da ne bi bila zgovorna. Povedala še mi je več celo, Madonna. Ja, kot ja. bi trebalo, ker pač niso bile sicer zgodbe, dve zgodbi še je povedala, ki niso bile vezane na Zlodjevo pušo in smo potem mogli to rezati, ne, tako da to še imam stalno v arhivi, mogoče še kdaj. Aha, fajn je imeti kakšne take stvari, da bolj še pride. Mogoče še kaki, ne vem, kako se te vrače, direktor skat naredim, ne, pa mogoče še daljši posnetek, ne vem, ker ta film je kratki, ne, mi smo bili obejeni z časom, to je 15 minut, ne. Ampak ja, intervju neka z legenda. babico, ja, potem pa v gost, mislim, naše šumo, naš les. Pa da še malo tako bo dramatično, da je delovalo, Da je to, ne? ja, Ja. se to je ravno to, ne, pač na delavnicah vsaka naslednja delavnica, predtem si mogel poslati, kaj si ustvaril, ne. In potem smo komentirali, da je to bilo pač dodelano, ne. In so potem vsi, ki so bili na delavnicah, komentirali, kaj se jim zdi v redu, kaj se jim ne zdi v redu. Potem je tudi ta, ki nas je vodil, ne, režiser, pravzaprav, je povedal, kaj si misli, kaj bi bilo boljše in potem si popravljal. In ja, prvič sem šla, največ posnetka, kaj je v celotnem filmu, je iz prvega snemanja. Jaz sem sestro prosila, da se ni daleč, ne, ampak vseeno jaz sem lovila še tisto svetlobo. Mislim, nisem mogla iti ravno med dnevom snemati, ampak proti večeru, ko je že tema. To sem snemala v februarju, v marcu, ne. Sem še lovila tisto svetlobo in je bila sestra, je bila šofer, mislim, ona me je gor zapeljala, potem sem pa jaz šla, ne. Ja, ja. Ja, tako da ene parkrat sem se kar spotaknila, no, se v temi čez tiste korenine, pa tak naprej, ne, ampak ja, največ posnetka je iz tistega prvega snemanja. Potem pa, ko začneš montirati, pa ko zgodbe poslušaš, pa začne delovati že malo tisto, ne, kaj to je, drugič mi že več ni bilo tako vseeno. Pa na pokopališče sem šla, ne, posnet določene kadre. Tak, ja, mogoče bi lahko začela malo verjeti, da še je kaj res v toti naši Zlodjevi puši. Da ni samo neka legenda, neka pripoved, da znaš še kakšno imeti notri malo žmohtnega, resničnega. Ja, potem je bilo to leto ali dve. Po tistem je en študent filma videl ta moj filmček in je, ker je imel pač za diplomsko nalogo, nisem zdaj čist, da ne spomnim, no, da gre po lokacijah, ki naj bi strašilo.
In sta se pripeljala z asistentom, ne vem, točno, odkot je bil iz Primorske že, no. Sta se pripeljala in sta prespala v Zlodju v Puši, ja. Eno žaba idva je strašila. Pa klice sta imela iz, ne vem, odkot že iz Argentine ali odkot sred noči oba dva. Tako da, mogoče, ne vem. To je kaj res. Stvari, ampak zanimivo, mislim, da si dejansko tudi potem neki zdaj eno tako lokalno legendo, zgodbo povezala, mislim, dala širše, ne, da je šla širše. Je šla, ja. Mnogo okoli, ne. To je meni tudi zelo zanimivo, čar vsega tega, ne, ker bi rekel, ja, pa sej to lokalni mediji, pa to je, ne. Ampak ravno to, da imaš čar, da imaš možnost, sposobnost, znaš, zmoreš narediti lokalne zgodbe tako, da mogoče nagovorijo še širšo javnost, ne samo lokalnega prebivalstva, ampak tudi, veš, včasih se mi zdi, da tudi mi sami ne vemo tako lepo ceniti, kaj imamo tu, ne. Ja, res je. In premalo cenimo. Ja, in pokrem to res širše, ne. Meni je najboljše videti dejansko res, da so tudi, ne vem, naši gostje, ki so tu, da potem lahko tudi se prezentirajo širše, da jih z drugih medijev tudi pokličejo, ne. Kar je lih čar, ne, da se mogoče bi rekla, da se ta trend obrnil, ne. Včasih je bilo podeželje malo tako, ne. Danes se mi zdi, da živeti na podeželju je večji razkoš, kot pa biti v mestu, ne. Definitivno. Ja. Jaz verjamem to, da imamo stvari, ki jih v mestu nimaš in jaz ne bi šla v mesto pravzaprav. Mogoče po eni strani bi bilo lažje živeti, ne imaš vse pri roki, ne, bolj pri roki kot naprimer na vasi, ampak ja, ne. Jaz ne bi menjala naših krajev, ne, za neko Ljubljano. Zdaj lih lepo si me navezala na to prilagojeno. Zdaj, kaj dejansko, jaz tlele sem rekla, da imamo tele prehode za pešce, verjetno mnogi ljudje ne vejo, kaj te pikice po tleh pomenijo. So tebi jih predstavljate, kdo vprašal? Mislim, vem, da takrat, ko so jih začeli pri nas delati, pa to, da je pač bilo bolj to medijsko podprto. Jaz sicer sem že prej vedela za to, ne. Jaz sem to prvič v Angliji videla. Ne vem pa, kdo mi je razložil, zakaj pač točno je. Ja. Ker bi rekla tako, te taktilne oznake dejansko res v Lenartu, mislim, da jaz osebno nisem videla še tako res človeka, da bi hodil z belo palico. To mogoče ne, je pa vseeno, mislim, Benedikt jih tudi imamo, ne? Ja. Nimamo sicer črt, mislim, da črt ni, ampak da so ti pikice, da veš, da si pred prehodom, ne. Tako upozorilo, ne? Ja. Ker tudi zanimivo mi je bilo leto 20, dobro, ste člani, verjetno številka drugača, ampak 20 jih je tukaj, ampak jih ne vidimo, ne, v Slovenskih goricah, ne. Mogoče tudi, ker, ne vem, dobro, jaz pač sem tu zaposlena in vsak dan hodim po Lenartu, ne. Zdaj, če pa bi pa mogla iti, ne vem, v lekarno pa v trgovino, bi pa ziher nekoga prosila, da me pelje, ne. Mogoče zaradi odvisno. Ja, mogoče zaradi tega ni jih toliko videti, ne. Ja, mogoče bi rekla, tako si prej rekla, če bi bila v mestu, bi mogoče res imela vse bolj dostopno, mislim, bi bila bolj, rečemo, samostojna, ne rabiš pomoči, ampak jaz moram priznati, no, kar se tiče tega, kot Lenart, sam Lenart, ker živim v Lenartu, je zelo dobro prilagojen, no. Ima tudi ta certifikat, ne, in kako ima mislim, da Benedikt je tudi kar zelo, glede na to, da so Slovenske gorice zelo hribčki in tako, mislim, da smo zelo dobro prilagojeni. Dobro, mi imamo bolj probleme z ovirami, ja. Ampak glede na ostala mesta, ker ti tudi dosti potuješ. Ja, jaz mislim, da je kar, ja, saj glede tega, ne. Zdaj, jaz osebno bi, ne vem, kaj bi dala, mogoče, da bi bil še gori v našem shopping centru, ne, izven Lenarta, še kakva avtobusna postaja, ker če greš v trgovino, ne vem, mogoče jaz večkrat šla, ne, se veš, ko greš v trgovino, ne. Ja. Greš nazaj kar z parimi culami, ne. Zdaj pa idi nazaj, še na postajo, ne. Ampak ja, drugače se mi pa zdi, da je, ne, kaj bi rekli nekdo, ki je gibalno oviran, ne. Ampak meni deluje kar, ja. Veš, bilo mi je tudi zanimivo, da dejansko, ti nimaš nekih takih, mislim,
ti še lahko zadeve prebereš. Kako naprimer ti, ko greš v trgovino ali pa te stvari, vse cene, mislim, tako veš to vsakodnevno, nam se zdi to res samoumevno. Ja, tisto, kaj je v višini oči, je ok, nižje tako še ok, ko se lahko skloniš, najhujše ono doli pri nogah, ne. Ja. In danes, ko sem ravno šla po bomboniero, pač sem sedno si potegnila telefon, pa sem slikala in sem si približala. Ni bilo druge, ne. Ja. Drugače bi mogla, ne vem, šla na vse 4 ali kaj, ne vem. Ja, ampak dejansko so kar težave, ampak ja, vrhunsko, da mislim, imaš to, da se znajdeš. Ne? Jaz vedno rečem, moje osebno, pač, ko imam jaz izkušnje, mi vedno, če prijava do neke težave, ali pa da pade z vozička, ali pa kakšne, to so kar kompleksne že stvari, jaz vedno rečem, pomembna je samo strategija, ne? Kako boš se zadeve lotil. Ja, pa ne paničariti, samo ne paničariti. Ja, kaj je panika? Samo brez panike. Samo brez panike. Ampak ok, tle smo, kaj moramo narediti in kako bomo zadevo rešili. Ja, kaj je panika, si fertik, ja. Ja, ne razmišljaš, jasno, ne. Pač, kaj pa, naprimer, ti potuješ sama ali v paru? Ker jaz enkrat, ko sem potovala, res, jaz sem kot študentka zelo veliko sama potovala, ampak ena oseba pa, ne vem točno, ki je že bilo v katerem mestu, kar me je pa res presenetilo, je pa bila ena punca, mlajša, mislim, tako mlada kot midve, ne, tisti čas. Vem, da je bila slepa in je sama potovala. Slepa. Je bila pa Evropa, ni bila to neki izven, ampak Evropa, ampak mi je bilo, a veš, vseeno tako sem si rekla, Madonna Nina, punca ima jajca, ne? Ja, saj malo boš biti pogumna. Jaz sicer se grem sama, ne vem, na kako stvar, pa me ponavadi nekdo na drugi strani počaka. Sem šla, ne vem, že v Anglijo, 2-krat sama, ali pa ne vem, rečemo Piran, ko sta me prijatelja dolje že čakala. Mislim tak, pa ne vem, v Ljubljano grem, ko imam, ne vem, v bolnici kakšen pregled pa to. Za dalje se pa niti nisem spustila, ne. Ne vem, če sem ni me zgleda za dosti vleklo, no, se bi mogoče bi še že tudi veš Anglijo, ne? Ja, se pač, se to ni za neke, ne vem kaj, pač na drugi strani me je itak nekdo počakal, ne. Je že, samo moraš tista pot, da ti do tja prideš, je vseeno, ne? Ja, je, mislim, ena taka zgodba je, ko smo šle z prijateljico, ki je slepa, v Bosno. Ja. Jaz sem bila takrat doma, vse cajte sem imela, ne. Ona pa je doktorat je delala in je tiste točke, ki jih zbira, neko mora pač na tiste predavanja imeti, ne. In nikoga ni dobila. Ja. Pa mi razlaga, ne, jaz moram iti, ne, kaj te naj naredim, ne, glej, Nina. Jaz sem s tevo, če mi zaviplješ, da bomo mi dve prišli tja pa nazaj, ne. Ona je zgrabila, ne. Ok, vredi, gremo mi dve, jaz sem si takrat še zadnji dan pred tem sem si jaz naložila tisto, da še ni bilo Googlovih totih Google Maps pa tega, ne. Navigacijo sem si naložila na telefon. Sama. Jaz ne vem, nič nisem razmišljala, kaj ne. Zdaj ne bi bila tak ziher v sebe, ne. In mi smo šle z vlakom, še celo prestopiti smo mogle. Ampak ljudje se drugače odzivajo, ko vidijo nekoga z palco, pa nekoga, ki naprej samo tava. Jaz mogoče res včasih izgledam tako, da nekaj tavam, pa nekaj išem, pa nisem ziher, ne. Ampak so zelo odzivni bili, no, so pomagali. Enkrat mi navigacija nekaj ni prav kazala, iskali smo neko, tam smo že bile pri univerzi, pa smo iskali neko papirnico, ko še ona mogla neki material dati, printati. Pa meni nekaj ne štima, ne, na tisti navigaciji, mene vodi nekam druga, ne, pa se meni zdi nekam, mi dve mogla nazaj. Pa še enkrat zaženem, pa vidim, da res imam napačno stran se zagnale. Imam neki, ne vem, imam občutek za orientacijo, ali pa imam včasih se mi zdi, da imam 6. čut, ne. Oziroma, dobim neke informacije od nekod, ki ne vem, odkot sem jih dobila. Pa je tisto res. Ja.
Jaz tudi rečem, vedno na potovanjih mene je, moram potrkati res ta šesti čust, intuicija, po mojem marsikdaj obvarovala. Verjetno. Ja. Tako da tudi, ampak tudi to, kar si lepo povedala, ne, zdaj, dostikrat ta skok v neznano zna biti zelo tak neudoben, strah te je po vsega, ampak vsaka rast je malo boleča, ampak potem nagrada, to, koliko ti zrasteš. Je res, ko tako nazaj razmišljam in ko nisem se nikoli htela nekaj preveč kazati, pa nisem htela, ne vem, pravzaprav pokazati stvari, ki jih delam, mi ni bilo do tega, ne, ampak zdaj, ko pa sem, se rasteš s tem, ne, za vsako novo izkušnjo zrasteš, ne, in tudi osebno se ti nadgrajuje, ne. Tudi to. Jaz se spomnim tudi takrat čisto na začetku, ko sem jaz poznala tebe. Mislim, da je bila prva tista knjiga iz knjižnice v Ilavnigu. Mislim, da je bila tista prva. To se pa spomnim, ja. Takrat sem jaz samo na naslovnicu delala. Ja, vidva sta pa delala notranjost. Tiste samo bilo, ampak tako veš, sem si rekla, poglej, viš, punca z interes ima, ne? To je že zelo dosti, ne? Danes, eni še interesa ni, mislim, bolj je težko nekomu nekaj. Če ima nekdo interes, veš, ni problem deliti, ne? Ja. Pa sem mislila, glej, pa mogoče bo, ampak ravno to, veš, tebi so, jaz pač rečem dostikrat pri tej grafiki moraš imeti malo videti stvari, mi rečemo, ne? A vidiš, a pa ne vidiš, ne? Imaš talenta, ga nimaš, ne? Ja, imaš neki feeling za to, ne? Ja, tako, ne? In to je to, ne? In že vidiš, da stvari štimajo, ne? Samo se veš, se vsak, po mojem, ko je prvič začel, zdaj, ko gledam stvari nazaj. Pa se misliš, Jezus, Rosana, tu bi kaj popravila. Vse posod isto, ne? Zdaj, ko sem predstavljala podatke iz prejšnjega računalnika nazajšnjega, ne? Ko pač nisem še imela ravno časa zbrisati stvari, ki jih ne rabim, ampak sem pa zmes odprla kako grafiko, ki sem jo delala 2014, ko sem začela s knjižne, pa sem vredi. Si nekam prišla počasi, vse bo. Pa malo si ponosen na sebe, ki si rečeš, viš, tako je bilo. Ja, zdaj pa je tu, ne. Zdaj pa imam te neke izkušnje, ne. 10 let že mora nekaj prinesti, ne. Že ugotoviš, kaj funkcionira. Ja, samo veš, vrabca, ne. Niso vsi isti, ne. Veš, eni obstanejo, ne. Ali pa rastejo mogoče leto, 2, 3, ko jim je interes, pol pa, a veš, se mi zdi kar malo tako... Stagnirajo, ja. Ne vem, jaz... po mojem razpon pri tebi pa je, ne? Jaz vidim razliko, no. Zdaj sem imela priložnost jo videti, mislim, se bi jo prej tudi lahko, ampak zdaj je bila prilika, pa sem videla, da te neki napredek tudi je, no. Mislim, to je meni tudi tako, da bi rekla, verjetno je, ker tudi pri nas so se že mnogi tako obrnili za poslovanje invalidov, ker tudi država kar malo to... promovira oziroma spodbuja k temu, ne, da je dejansko težava invalida kot tak zaposliti, mislim, tako v okolje, da bi jaz zdaj rekla, da jih ful poznam ljudi ali pa podjetij, ki zaposlujejo, po mojem, imajo izzive, ampak ti si mi pa lepi primer tega, ne, a veš, strajnost, pogum, zaupanje, veš, pa tudi sebe, pa tudi ceniti ene stvari, ne, veš, ni samoumevno, ne. Ti si marsikaj mogla iti skozi, marsikere korake, da si prišla do tega, kjer si, ne? Ni ti bilo... Ja, ne, se ni dano. Dano mi je bila možnost, ne, se tako lahko rečem. Ki si jo zgrabila in zelo dobro tega naredila, ne. Tako. Pri vseh je isto, ne, ne samo zdaj pri meni, ki pač imam neko oviranost, ampak če imaš priliko, da jo izkoristi, da naredi najboljše, kaj lahko, ne. Tako, točno. Nima veze, tudi če imaš kaj, ne, mislim, tudi ti kot zdrava oseba, ne, izkoristi Madonna. Jaz vedno rečem, življenje je eno, ne. To res, Vsako priliko se splača izkoristiti. Pa mogoče samo izkušnja na koncu, ne. Točno to, ne. Mogoče ne prije nič z tega, ampak rečeš prvo. Nikoli ne veš, kaj pride, ne. Lahko se razvija taka lepa zgodba, da si ne bi niti mislil. Jaz odkrito povedano, ko sem začela, ker jaz sem začela v knjižnici takrat samo 3 mesece. Je bila doba. Pa sem si mislila, vrej se to za 3 mesece, ne. Bom spet nazaj tam, ki sem bila, ne.
In se je podaljšalo, spet smo podaljšali, pa rabimo te, pa lahko bi, to naša prejšnja direktorica, ne, je bila joj, srce od ženske, ne, Ja. ona je zelo, joj, pa bi šlo, dajmo še malo, podaljševali smo in podaljševali, na koncu sem dala do konca leta in z novim letom sem začela na javnih delih in potem še eno leto, ker je bilo pač možnosti podaljšanja. Ja, in In je 10 let tu. ja, in se je nabralo in ne vem, kaj je šlo do 10 let. Zdaj, ko vidim, kako gigabajtov podatkov imam na računalniku, vidim, da se si nekaj naredila. Ne? To v 10 letih, mislim, so minila je minilo do teh 10 let. Reči mi projekt talele Mina z belo palico. Ja, to sem pa... mislim, medijsko je bil kar podprt, no, nisem pa imela zdaj neke grozno dosti dela. Doktor Aksinja Kermavner me je poprosila, če bi oblikovala naslovnico, pa pač notranjost knjige, ne. Mislim, pravzaprav stripa. Pripravila sem ga za tisk, se ni bilo zdaj to... Ja, ampak ima pa tako ful lepo sporočilno noto, pa dejansko vi ste spet imeli razstavo na to temo. Tudi, ja, to je bilo izdano lani ob dnevu bele palice. To mislim, da je vsakega oktobra. Ja. Ja. Sporoča, pač ima sporočilno vrednost, ne? Otroci ga lahko berejo, ker je strip, zanimiv je pisanje, pa tudi starši na konci, ne? V bistvu... vidijo, ker zgodba je o Mini, ki je slepa, ki uporablja belo palico in o vseh njenih življenjskih, kako bi rekla, pripetljajih, ne? Pač vse, kaj se, čez vse, kaj mora pač ona iti in kako se s tem sooča, ne? Da pač na koncu je pač vsaka stvar, ki vsako oviro, ki se sreča, vse premaga, ne, pravzaprav ne, da nima težav zato, ker pač ne vidi, ne, da vse reši. Zdaj, v bistvu knjige, tudi več knjig si že oblikovala, ni to zdaj samo ena, ta Mina je bila mogoče tako medijsko podprta, ampak ta zbirka je pri tebi se kar tudi obogatila. Je nekih 6 ali 7 knjig, zdaj ena bo spet nastala. Aha, okej. Ja. To je zdaj trenutni projekt, še vroč? Ja, začela sem, ampak potem ni bilo časa, ne, pa navdih ni bil, mislim, ni bilo pravega navdiha za naslovnico, tako da zdaj nadaljujem počasi. Ja, bo eni aforizmi o slepoti, Valterja Čučkoviča, to je slepi pesnik. Z njim si že tudi sodelovala, ne? Ja, z njim imamo kar nabor, mislim, da 6 ali 5. Ja. Ja, tako da. Kaj pa, naprimer, ko pri sami knjigi, odkje črpaš navdih, naprimer, zdaj, ko si jih rekla oblikovanje naslovnice, kako se lotiš tega? Ponovadi je to tak, ne, mi dva se čujemo, jaz bom izdala eno knjigo spet, ne, ja, naprimer pri njem, ne, vse postopek je itak pri vseh je podoben. Kak je naslov? Za ta zadnjo se je odločal, ne, kaj bi in je, slepotarnica bo naslov, ne. In meni že začne švigati ideja, kaj je ropotarnica, ne, kak zgleda, povezava za slepoto, kak bi izgledalo, temačno. Potem sem dobila informacijo, da mora biti stvari take bolj žive, ne, da je naslovnica, da potegne, ok, v reji, to smo tako stalno nekako približno naredili, ne. Tak nastajajo, ja. Pa kdaj, naprimer, navdih, ko ga nimaš, veš, časih rečem. Ja, kreativno delo je pač tako, ne. Jaz tudi vedno rečem tudi mojim puncam, ali pa, ko delamo, predvsem grafika ali pa neko oblikovanje, veš, čas, mislim, to ne moreš zdaj 8 ur sedeti pa kar štancat, ja. Ne gre. Ja, ne Jaz rečem tudi, zato mi vedno tudi vmes malco, ne, da lahko greš ven, malo se predihi, pejt, malo odklop, ja. Meni ponovadi ideje pridejo ravno tako, ko ne na intenzivno razmišljam o njih. Ne. Imam neki okvir, tako zdaj tu, ne, slepotarnica, ok, imam okvir. Zdaj pa točna ideja pa meni pride, ne vem, tam, ne vem, posodo zlagam v pomivalni stroj.
Meni doskrat zvečer, prej ne moram zaspati. To pa tudi, ja. To mene včasih takrat zjezi, bi se vstala pa šla delati, veš. Ja, in dostikrat sem to naredila. Ja. Ker ko sem imela možnost, pač ker ni trebalo zjutraj stati, ne. Ja. Da sem bila tako naspidirana in ni tako nisem mogla spati, pa sem se vstala, pa sem šla na računalnik, pa šla narediti stvar, ne. Ja, ker tenko je zdaj vroča ideja, to moraš sprobati, pa da vidimo. Kuj železo, ne, dokaj je vroča. Zjutraj mogoče ti navo več, ne. Jaz nisem jutranji tip, tako da meni zihar zjutraj ne bo, ne. Koliko pa vem, pa si po duši malo bolj rockerski tip, ne? Ja, to pa definitivno. Kaj je, a imaš kakšno posebno playlisto, ko oblikuješ? Ali pa... Itak, rock je stalno prisoten, ne? Stari rock mi je zelo pri srcu, tudi kaj od metala mi je všeč. Jaz imam kar stalno playlisto, mislim, da ima nas ono življenjski soundtrack, ki se ponavlja, tudi zjutraj, ko prijem na avtobus, pa malo slušala, pa bom pa tako, nisto. Kjera pa ti je tako najbolj ljubša? Zdaj trenutno, mislim, da je kar en sajt, nekaj, ne vem, v Dire Straitsih. Aha, okej. Pa Mark Knopfler, ne. Na njegovem koncertu sem bila, so Ljubljani. Ja, se na Dire Straitsih, jaz bila tudi na... To je bilo že kar en sajt nazaj, no? Kakšne 10 let po... 2019 sem jaz bila. Je imel? Ne Knopfler, ampak Dire Straitsi. Mislim, tribut, ne. Okej. Jaz sem takrat, ampak to je bilo 15 let po mojem ziharu. V Ljubljani vem, da je bil. In najbolj zanimivo, da mi je to rekla kolegica. Je rekla, Nina, daj pejt na koncert, ta v ti ziharu všeč, pa sem zelo tako dobro. Pa kje si, Saša, ti zdaj to najdla? Ajde! Mi smo obedve takrat v Ljubljani živele. In valjda jaz grem in je bilo res dobro. Ja. Vrhunski. Živa muzika je da svojo, ne. Mislim, pa če greš, ne vem še kaj poslušati, se mi zdi, da pač živa muzika da energijo. Ja, jaz sem tudi bolj glasba, meni ful dosti pomeni. Predvsem tudi pri oblikovanju, no. Ja. Pri meni mora se tu punce ve, to mora stalno nekaj ružiti, ne. Mora nekaj, tišina je redko pri meni, no. Tišina ubija. Tišina ubija motivacijo, jaz pravim. Mislim, včasih je potrebna, ne, ampak... Ko pa delaš, ko ustvarjaš, ko si v gibanju, mi se zdi pač, muzika mora biti. Mene prav uplifta, res. In tudi muzike, vem, da včasih lahko grem v taki neki čuden pop, da si mislim, bože milo, zakaj, ampak mi, ne. Jaz tudi imam kar enih par takih guilty pleasures, nekaj nam nikom je povedala. Ja. Imam pa tudi, veš, kakšne dneve, ko pa mi še Rammsteini gorga zasekajo, ne. Ja, ne. Kaj si dar to? Ja, vsi imamo nekaj takega. Bi lahko mogoče rekla, da bi ljudje kot nasplošno ali s posebnimi potrebami bi potrebovali več razumevanja pri vidnih, nevidnih ovirah, s katerimi se sooča. Kako misliš, da jih družba kot taka dojema? Mislim, razumevanja itak imamo premalo, ne. Mislim, vsi med sabo, tudi če nimaš oviranosti, mislim, da bi pač še bi lahko kaj naredili na tem, ne. Jaz zdaj nekih izkušenj groznih nimam, takih negativnih, ampak pač kaj poslušam, bi se še dalo kaj narediti, ne. Je pa res, da dejansko bi rekla, ni zdaj to nevidne težave, ki jih imamo, po mojem, je največji v odnosih, ne. Ja. V neki pristnosti in iskrenosti tlele nam... Definitivno, sprejemanju. Mislim, da se to zelo spreminja, mislim, se izboljšujejo stvari, ne, ampak še vseeno imamo neki, ne vem, neke zadržke, ko vidimo nekoga, ki pač ima neko oviranost. Neki podzavestno se mi zdi, da še je to, ne vem, kako pristopiti. Jaz imam isti problem, ne. Mislim, sem bolj dovzetna za te stvari, ne, ampak še stalno imam malo pomisleke, da ne bom kaj čudnega rekla, kdaj ne, nekomi, ki pač mogoče, ne vem, ali ne vem, je na vzičku ali pa kaj takega. Ja, je pa res, da dostikrat slišiš ravno te ljudi, rečete, obravnavajte nas enakovredno, ne, enakopravno, ne.
Da dejansko vse, kar dosti krat si tako mislim, bi radi isto obravnavo, ne? Je pa res, jaz to opažam, ne, pri otroci so zelo iskreni, ne. Oni pa dejansko, ker jim je nepoznano, ker ne vejo, pač bo gledal, ne, in bo mogoče tudi vprašal, pa vidim, da starši veš dosti krat kaj, ne. Ja, odvisno od tega, kak starš tudi reagira, ne. Ampak je v končni fazi, veš, dosti krat je staršem tudi tako malo, je nerodno. Nerodno, ampak po drugi strani Zmago zelo dobro reče, da veliko invalidov ima prvo težave sami s sabo. To sem zaravno razmišljala o tem, da odvisno je, kako se odzoveš ti na stvar. Koliko ima on razpucano prvo pri sebi. V končni fazi pa veš, če midve tako objektivno pogledava, veš, če nekdo na vozičku pa otrok, pač on se s tem ne sooča vsak dan, on bo vprašal, tako kot vpraša, ne vem, mami, zakaj je to tako, ne. On je iskren, direkten, ne. Ni pač to neke pakiramo v neke, ne. Ja, točno to, ne veš, zdaj pa ne smeš, pa ne, pa. Tako da dosti krat jaz mislim, da prvo pač je v osnovi, moramo mi ljudje sami pri sebi razpredelčkati si, kako imamo stvari razpucane. Pol pa jaz mislim, da če bi te isto obravnavo, ni problem, ne, ker dosti krat vem, da smo vladi enkrat na eni poroki, pa verjetno je Zmago bil eden izmed redkih, ki so se te vsi skupaj soočali, da je nekdo na vozičku in pa so vsi gledali, viš, vidite, gospod, res ful pozorni do njega, ne. Tako da veš, že pol misliš, Madonna, sem ko VIP tu, ne. Ja, gle. Sej, ja, tudi v tako smer grejo stvari, ne. Mislim, da ni več tistega nekega zatiranja, ne, da smo to že davno prešli in da pač so zdaj bolj pozorni. Bolj smo če se ne štejem v to ali ne, ozaveščeni, bolje pogosto, da nekoga vidiš, ne, ki gre z palco ali pa da je na vozičku in tako dalje, da. Ja, te ljudje so, se mi zdi, pač stigma, predsodki, to je vse malo se zrahljalo, pa te ljudje grejo ven, ne. Ja, se to ravno. Včasih se mi zdi, da so jih preveč not zapirali, veš, pa manj vredni, pa res oni pač tudi se slabše počutili, niso imeli samozavesti, da bi šli med ljudi, ne. Ja. Se počutili manj vredne, ne. Ja. Čeprav imamo še kakšne ljudi, ki pač stvari še vedno te dajo v tisti regalc, ne. Ja. Veš, se ona pa je malo bolj slepa, kva pa ona ve, ne. Pupa, čakaj, da ti pokaže, kaj ve narediti, ne. Ja, ne vem, sem jaz premalo v družbi, mislim, sem bolj tak samotarski tip, sem bolj tam, ne. Nimam ravno nekih takih izkušenj, no. Ali pa sem v tisti družbi, ki nisem zadosti dolgo, da bi mi pokazali pravi obraz, mogoče to, ne. Ampak jaz, ne vem, ne zdi se mi, da bi imela neke take slabe izkušnje, da bi me nekdo dal v nič, ne. Oziroma, pač me imel za manj, ker pač ne vidim dobro. Je pa res tako, meni je všeč pri tebi, da dejansko nisi zaradi te invalidnosti, a veš, dosti krat mogoče dobimo občutek ali pa slišimo, bom rekla tako bolj po kakšnih pripovedovanjih, veš, da pa zdaj, veš, on ima pa to in ga moraš zaradi tega tako obravnavati, ne. Se mi zna, a veš, ti si že v osnovi se vedno tretirala enakovredna meni. In zato ljudje niti ne vejo, da imaš, mislim, da so se prej pogovarjali, dejansko me vidi na ulici, ga ne pozdravim, ampak ne zaradi tega, ker sem visoka, pa ne vem kaj, a veš, zdaj pa sem, ne, malo več vredna, ampak jaz si mislim, da si marsikdo misli o meni, da se nosim, ne. Dejansko pa, Ja, nekaj res malo kdo ve, koliko slabo jaz vidim, ne. Ne vem, pred nekaj cajta sem imela eno izkušnjo, ko sem se srečala z pač enim fantov, no, pač moškim, ki je približno malo starejši od mene, da sem imela mislim, pravzaprav sem samo sebe prisilila, da sem povedala, ker ne vem, pa tudi zdaj ne vem, ker 6 let smo se občasno videla na kavi, pa tak pač istem času na malcu, da sem povedala, da nisem bila ziher, če smo se srečala, ne. Ja. In sem se spomnila, da takrat na začetku, ko sem jaz začela v knjižnici delati, mislim, ne prvo leto, ampak drugo, mogoče tak, kaj vem, za katero leto, sem se jaz enkrat na drugi strani iste zgradbe
skoraj v njega zaletela. Ja. In pač jutro je bilo, sonce je šlo gor, ne, jaz si tako še malo zalepljena, ker pač nisem jutranji tip. In me pozdravi, pa ne vem, kaj mi je takrat bilo, sem še verjetno bila tako zaspana, ali kaj, da nisem čist po glasi ga prepoznala, pa smisla, pa ne vem, kdo si ali nisi, ne vem, če sem to razmišljala, ampak glavnem, čez 3 ure gremo na malco in se vsedemo pač pa na teraso, pa pri sosednji mizi. Ojoj, to ti polover. To si bil ti. Tako čez 3 ure sem zagotovila, koga sem se skoraj zaletela, ne. In zdaj sem si dala pač priliko, da sem mu to tudi povedala, ne, da me ne bo pač jamo, ker sem se toliko srečevala, ne bo mislila, da sem res pač nekafna tam, ki niti pač ne zna pozdraviti, ko pač se sreča na ulici, pa tak naprej, ne. Pa se ti to tako doskrat dogaja, mislim, je to... Je kar nerodna situacija. Ker sem pozorna na promet, pa sem v mislih, kar vse moram še danes narediti, pač ne vem, zjutraj, ko grem v službo. Nisem toliko na ljudi pozorna. Se zna kar zgoditi, ali pa mogoče niti ne samo od tega, pač, da nisem pozorna, ampak tudi svetloba je včasih problem, ko pravim, je sonce svetlo v oči, pa sem senco videla, ne. In svetloba je tvoj največji, če rečemo, sovražnik. Ja, največji sovražnik pa rešitelj, ne, ker pa, ko pa delam, pa tudi pa ja, rabim svetlobo. Ja, ne vem, ja, ko smo pri svetlobi, ravno zdaj pač eno, ker sem se spomnila spet še ene take smešne dogodivščine, ne. Ja. Prišel je stric na obisk, prišel je pač pripelje avto na popravilo, mi imamo bar doma tudi, ne, in pač mama rekla, daj gremo na kavo dol, ne, ker doma je nimamo, ne, mislim, pač doma v kuhni, kamo kuhali, če imamo bar doma, ne, mislim, pač bife. Pa sem jaz takrat še nekaj ravno delala, pa pravim, prijem za vama in sta ona dva šla naprej, sta se sedla pri mizi, jaz pridem dol iz svetlega v temo, ne, pač temnejši prostor. Vidim sicer, da nekdo pri prvi mizi sedi, pa jaz tako nasplošno pač v celotni gostilni, dober dan, pa grem mimo. Pa prej, mama vedela, kaj se ne boš k nama vsela? Ja, bo on ja. Mimo ni, dva sem šla. Nisem vedela, da sta ona. Ja. Izzivi, zanimivi, mislim, ampak ja, pač s tem se potem sprijazniš, vzameš, da to tako pač je. Malo je nerodno, ampak potem je pač... Nerodno, ja, mislim, počasi se navajam, da pač mi ni, ne, probam pač to odmisliti, ker verjetno bo še več takih pripetij, ne, ker pač moj vid se ne bo popravil, ne. Zdaj razen, če bi, ne vem, znanstvena odkritja prišla do tega, da bi, z matičnih celic mogoče začeli kaj delati, da bi to, kaj meni manjka v času, nadomestili. Ali pa mogoče tehnologija, ne vem. Ja, tu bi znalo kaj napredovati kot AI, ne? Mislim, da bi kaj umetna inteligenca kakšne stvari popravila. Ok, zdaj dali smo vse skozi tvojo umetniško, edino niso se še dotaknili razstave, imela si tudi kar nekaj razstav? Ja, prvo sem imela 2016 v Celju, v galeriji Nika Ignjetiča. Ne vem. Kaj so ti pomenile te razstave? Ta prve ne pozabiš Prve ne pozabiš nikoli, joj. To je bila taka... Pripravljala sem se eno leto, ni leto, pol leta na to, ne. En prijatelj, ki je tudi slep, ki organizira take stvari za Zvezo prijatelja slepih, je prišel na idejo in me poklical, takrat še nisem poznala, ne. Čuj, jaz sem čul, da ti slikaš in da delaš in bi ti imela razstavo. Prvo sporočilo, mislim, da mu niti nisem tako odpisala, da sem kar 2 dni ali ne, sem ga dala na čakanje, na tistim cajtom sem preverila, kdo je to, ne. Aha. Te pa sem tak, ja, ki bi pa to bilo, pa kaj bi to bilo, pa tak naprej, pa koliko slik, pa ne.
In sem prišla do tega, da pač te naredimo nekaj, ker nisem imela sem delala, ampak ponovaj je bilo to, ne vem, slika za darilo. Ali pa da je nekdo rekel, jo, jaz pa rabim, pa da mi nekaj naredi, ne. Nisem imela zdaj na lagerih, da bi kar vzela, ne. Jaz sem pol leta kar delala. Tako da je bilo kar nekaj slik na platnu, ne. Nekaj akvarelov, tudi peskano steklo, gravirano, no. Pač tako malenkosti. Nekaj vabil, ker sem v tistem cajtu tudi to delala. Ja, to je bila prva. Taka zelo lepa izkušnja. Še zdaj se spomnim, da tako so lepo je organizirano, da bi šla, še kar bi šla nazaj v tisti čas. Glasba je bila, smo imeli glasbene goste, mislim pač skupina band je igral in tako. Wow. Ja, lepo je bilo, ne. Druga je pa bila fotografska, to pa me je ravno ta fotograf nagovoril, ne, Domen. Daj, nekaj, ne, pripravi, jaz bom jih pregledal, ne, pa ne, splača se ti. Pa potem so tudi, se sama verjetno ne bi do tega prišla, ampak so Zveza društev slepih in slabovidnih, pa knjižnica Minke Skabrne, to je knjižnica z zvočnimi knjigami, s povečanim tiskom in tako naprej. Oni so bili sponzorji. Oni imajo v bistvu tudi, če se ne motim, en muzej pripomočkov za slabovidne, je možno? Je, v njihovih prostorih. Kako te pripomočke razstavljajo, mislim, da jih je okoli 60 razne skozi čas, kaj so potrebovali vse slabovidni, da so si ulajšali delo. Kako se je začelo, ja. Ja, mislim, to bi bilo res tudi zanimivo iti pogledati, da vidiš, veš, kako je, s čim vse so si pomagali, ne? Ja. Pardon, ja. Ja, tam me je pravzaprav na to tudi me je malo sforsiral, ne, prijatelj, ki ga poznam že od, mislim, da 2004, ko sem šla ne vem, kaj že tisto bilo v Izoli, v Domu oddiha, neke delavnice pa nekaj tako. On je bil zaposlen na zvezi pa v knjižnici in je skrbel za kulturne dejavnosti in on je mene, dajmo narediti. In smo šli, prvo je bila v Ljubljani, v knjižnici, pa v Šoštanju, v Celju, pa v Piranu. Ta razstava fotografska. Pa nekaj je bilo tudi slik, pa grafik. Super. Kar tako potujoča? Ja, je bila potujoča, se tega si jaz sama ne bi privočila. Mislim, ne bi mogla privočiti, ne, ker so oni poskrbeli za transport. Jaz sem pač samo šla tja, ne. Kaj bi čistko za konec bil tvoj tako nasvet ali pa, ne vem, neki motivacija? Kako bi nagovorila te mlajše generacije, ki se soočajo s kakršnimi koli izzivi? Naj si bodi, ne vem, ali imajo kakšne posebne potrebe ali pa neke življenjske izzive. Kaj bi jim dala, položila na srce, kako se naj z njimi soočijo? Ne se zapirati, ker jaz nisem htela pač pokazati sebe na tak način, ne, da mi pač nekaj manjka. Pokazati se, pokazati, kaj znaš, v čem si dober. Jaz mislim, da če pokažeš najboljše, kar si, da te bodo ljudje sprejeli, da okolica sprejme, no, pač imaš neko manjko, ampak na drugi strani pa z nečim to nadoknadiš. In si potem ena celota. Na tak način. Popolnoma se strinjam, podpišem po to. Tako da, Rosana, najlepša hvala. In hvala tebi za povabilo. Pa po prihodnji razstavi poročamo na Utar 24. Ja, mislim, za Sandro smo enkrat tako rekli, na vsake 3 leta bi mogla razstava biti. Tako zdaj bi že čas bil 22, je bila zadnja. Se strinjam. Evo, naša izložba vabi. Tako da, evo. Hvala. Ok, hvala. To je to.